V tem trenutku se ukvarjamo glavno s prenovo stranke. Na teren sem praktično vsak dan, želim izvedeti teren in željo terena. Prihajajo novi člani, prihajajo nazaj tisti, ki so zaradi slabih razmer v Desusu odšli, in seveda se pogovarjamo z civilno družbo, z DUS-om na eni strani, SUS-om in pa z političnim strankam, ki so v parlamentu. Ti pogovori potekajo in po 1. maju moram povedati, da tudi naprej z Gibanjem Svoboda nadaljujemo pogovore, ki so bili malo zastali, ampak sem zdaj jaz v vlogi pogajalca z Gibanjem Svoboda. Moram povedati, da na zadnjih razgovorih, v katerih sem bil jaz, se nismo več pogovarjali o priključitvi. Iščemo variante, kako sodelovati. Mi bomo zdaj čez praznike pripravili eno pisno varianto, kako vidimo to, in jaz mislim, da če bo dobra volja, bomo uspeli najti varianto. Desus na eni strani, Gibanje Svoboda na drugi strani, ne nazadnje tudi Gibanje Svoboda rabi dobrega partnerja za prihodnje volitve. Mi imamo jasno vizijo pravzaprav se vključiti v aktivnosti vlade in ministrstv, to je v davčno reformo, pokojninsko reformo, zdravstveno reformo in pa zakon o dolgotrajni oskrbi. To nam je prioriteta. Z opozicijo moram povedati, da sva bila skupaj s predsednikom Toninom. Tudi on je izkazal pripravljenost sodelovanja z nami. No, mi se ne bojimo konkurence, mi smo resna stranka, ki delamo, vendar je treba povedati, da velika napaka je bila mojih predhodnikov, da so po parlamentarnih volitvah, še bolj pa po lokalnih volitvah, zaspali na političnem prostoru. To je tudi botrovalo vse te aktivnosti. Vsak protest se konča za mizo. Noben protest ni bil na ulici podpisan dogovor. Tudi ta ne bo.